Lepo pozdravljeni, gospod direktor, ravnateljica, ravnatelj, profesorice in ostali zaposleni. Tudi letos smo se zbrali, da bomo počastili 175. obletnico smrti našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Slovenski kulturni praznik je praznik spomina na preteklost in je vera v prihodnost. Je tudi praznik, ko se zavemo pomembnosti materinega jezika. Skozi Prešernovo življenje in delo vas bomo na svoj način popeljali dijaki in dijakinje srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole. Zdaj sem se ustrašila, da moram živeti. Groza, jaz bom znorela. Zakaj? Kaj pa te tako vrglo iz tera? Vprašalnik za sklone sploh ne pozna, ne more zameriti mu, če sploh ne ve, koliko je 2 + 2. Glede na to, da živčno me dela oseba in ne kakšna neživa zadeva, pravilno vprašanje bi se glasilo, kdo te nervira, drago dekle, in ne kaj te živcera, a jasno ti je? Razvajena mestna deklina. Jaz hočem jo potolažiti, ona pa se gre znanjem slovenščine važiti. Znorela bom zaradi tega Prešerna. Danes znorela, včeraj pa ob njen si bila čist medena. Ti kaj slabega naredil? Meni se zdi, da te samo orang zmedo. Slabega naredil ni nič, sam je tok zakompliciran fantič, Perfoksa Alenka ga povzdiguje v oblake. Hoče, da v njem vem podrobnosti vsake, ga obožuje, poveličuje, s tem pa meni življenje obremenjuje. Njej je tudi všeč ta tip. A se ta iz mene norca dela? Kaj je toliko čudenega na tem, da je profesorica slovenščine njegov fan? V današnjem času res se je mogoče. Sem njo doma čaka otrok njenih hoče. Prešeren pa po včerajšnjem žuru misli samo na to, kako mu bo v bližnji prihodnosti s tabo lepo. Je, kva pa ti blebetaš? Jaz govorim o tistem Prešernu iz Vrbe, zaradi katerega je slovenska poezija v svetu prišla med prve. Ti misliš tega Prešerna? Jaz sem pa mislil na tistega poeta, ki je včeraj v gostilni letal od cveta do cveta. Ljubezenske verze skladal je cel večer, na koncu pa je spadal kot pravi blefer. No, očitno je prišlo do nesporazuma. Ja, ker najnorimenja je prava poguba. Stihi ne grejo nama dobro z jezika. Zato pa raje vtihni in pika. Kaj pa je z vama? A se samo meni zdi, da ta svet se po čudnih potih se vrti? Ta dva sta posebneža, da jima ni para, okoli njiju pa kup ljudi, ki jih tarejo skrbi. Zato vsak samo nas se gleda, okoli njih pa sama beda. Zato, predragi naš Prešern, preljubiti poet, prosim, pridi spet na ta svet. Ljudem kulture primankuje, vsak po svoje pametuje. Prešeren, dragi ti poet, pridi in naredi red. Takšna je torej danes rima. Vidi, da tamle v publiki žeden kima. In ker je danes kulturni dan, moja literatura ne pride na plan. Gospod Prešeren, z vsem spoštovanjem, vse lepo in prav, da bom v naslednji uri, sicer tudi z vašo pomočjo, predstavili vaše življenje in delo in... Pa kaj ti spet ni prav? Ja, pa sem rekel, da je v redu, pa še zgodovina in slovenščina mi zaradi tega odpadeta. Samo saj ti Zala veš, kakšni smo. Vi, gospod France? Pa boste to zvedeli sedaj. Povej, mladenič, kaj te muči? Mi smo generacija, ki zelo rada pomaga. Stori kaj dobrega. Najraje torej vidimo, da smo za to plačani ali pa dobimo kaj v zameno. Smo generacija, jaz ti dam, če daš ti meni. Govori v svojem imenu in ne v imenu vseh nas. Govoriš o blagovni menjavi? No, temu bi lahko tudi tako rekli. Ti napišem kakšno pesem, lahko pa ti dam tudi fige. Ne, rad bi, da nam pomagate in sicer pri napovedi naslednjega komada. Kakšnega komada? A ja, ne razumete, pesmi mislim. V 21. stoletju mladi pesmi rečemo komad. Vidite tam mlade fante z glasbili? To je big band našega šolskega centra, ki že kar nekaj let deluje pod taktirko Gregorja Zagorca. Profesor Zagorc, pokažite se, no? Čigav Gregor praviš? Pa ne morate ga poznati. Od vas je mlajši, tam na oko bi rekel 180 let. Pa ni umetnik vaše sorte, samo učitelj in glasbenik je. Pa ko vaju takole gledamo oba, sta si kar podobna. Samo on je za razliko od vas že zdaj uspešen. No pa pusva zdaj to. Torej zaradi vas, v vas spomin, so med drugim tudi oni naštudirali neke pesmi, ki jim bomo danes prisluhnili. In ti želiš, da pesem jasno povem? Ja, zanima me, kako bi se slišalo v 19. stoletju. Seveda. Evo, to je naslov prve pesmi. Bil godec je mlad in lep in vesel, lepo je gledal, sladko je pel. Bilo ni godu, svatovšne semnja, da tje ne bi libi vabili ga. Pa slušajo radi ga vsi ljudje, ki gledajo rade dekleta mlade.
Gregor, kako si že rekel? Zagorc. Gregor Zagorc, odar je vaš. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo več. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svetu kraj. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svetu kraj. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Vsako rojstvo je čudež, čudež ljubezni. Pri Ribičevih v Vrbi na Gorenjskem se je čudež med zakoncama 26-letno Mino in 38-letnim Šimnom Prešernom še tretjič zgodil 3. decembra 1800. Bil je njun prvi sin in tretji otrok. Poleg Franceta sta zakonca imela še 2 sinova ter 5 hčera. Ribičevina, kot se je imenovala njihova domačija, je bila tedaj po velikosti 3. kmetija v Vrbi, ki je merila skupno okrog 13 hektarjev. Tile naši bratje in sestre so res neumni. Mi smo bili v njihovih letih veliko pametnejši. Prav tako neumni kot oni ste bili v svojih letih vsi vi. No, le malo se še poigrajte. Potem bomo malo Mino nesli h krstu. Pridi, Katra. Res je brihten tale naš France. Vse svoje otroke sem sama čez zimo, ko narava počiva in je dela na kmetiji manj, naučila brati in pisati. Malega Franceta pa bom s svetom črk spoznala letos po zimi. Mama, poglej, kdo je prišel. Pozdravljen, Jožef.
kaj pa je tebe prineslo v naše kraje? Pozdravljena, prišel sem s prošnjo. Pridite otroci, nekaj imam za vas. Saj ne bi bilo treba, saj jim nič ne manjka, samo razvajaš jih. Saj ni nič takega, malo sadja za zdravje. Za malega Franceta pa še vodnikove pesme za pokušino, da bo lahko bral, ko se bo naučil. S prošnjo praviš si prišel. Ja, zgodila se je nesreča. Mojega pastirčke piči v gat in tako sem ostal brez pomočnika. To pa res ni dobra novica. Kaj pa boš storil sedaj? Saj veš, da so se menila, da boš k meni poslala Franceta. Seveda se. Samo prezgodaj je še in po zimi sem ga hotela učiti. Mama, prosim, naj grem z njim. Sami boste vi učili, kaj ne stric Jožef. Saj je duhovnik in duhovniki so učeni možje. To imaš prav, ampak dogovorjena sva za pozneje. Nič hudega mi ne bo. Samo svinje in ovce bom pasel. Jaz pa te bom naučil brati in pisati. Mama, jaz bi tudi šla s Francetom. Stricu Jožefu bom pospravljala in kuhala. Katra, premlada si še. Naučiti te moram še marsikaj. Še veliko gospodinjskih opravil se moraš naučiti, preden se lahko zaposliš v župnijskem gospodinstvu. Saj veš, da Šimen ne bo navdušen. Res je kot furman videl že veliko sveta, a se še vedno najraje drži domače grude. Oče hoče, da postanem kmet. Jaz pa nočem biti kmet, ne vojak in ne zdravnik. Prav, naj bo tako. Pogovorila se bom z očetom. Dobro bo poskrbel zanj. Vem, in ti si edino upanje, da si mi resniči želja, da ga izobrazim. Na našo podporo tako ne more računati. Saj veš, da na kmetiji ne veliko denarja, pri vas župnikih pa se vedno najde kakšen goldinar več. Dogovorjeno, pridem čez teden dni. Ti, France, pa se pripravi, da boš šel z mano. In še preden je bil France star 8 let, ga je naučil brati in pisati. 2 leti kasneje ga je vpisal v ribnico v šolo, ki je bila tedaj ena najmenitnejših šol tistega časa. Ob koncu šolanja je bil France vpisan v zlate bukve, kamor so pisovali najbolj imenitne odličnjake. Nato je odšel v Ljubljano, kjer je zaključil gimnazijo in nato še 2 letnika filozofije. Leta 1824 je domačemu pismu sporočil, da se je dokončno odločil za študij prava na Dunajski fakulteti, ki ga je zaključil 4 leta kasneje. Prišlo je do spora z mamo, saj je želela, da bi postal duhovnik. France pa je pri odločitvi vztrajal, čeprav so domači in strici duhovniki odtegovali denarno pomoč. Kljub temu mu je uspelo shajati, saj je bil Knafljev štipendist. Še vedno mu je pomagal stric Jožef, denar pa si je služil tudi kot domači učitelj. Res pa je, da je imel Vrbo vse življenje za idiličen kraj svojega prezgodaj prekinjenega otroštva. O Vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da bi uka žema iz tvojega sveta speljala, ne bi bila golfija kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača, vse, kar srce si sladkega poželi. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjev, notranjih bi igrača. Zvesto srce in delovno ročico, za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval svet Marka. Ljudje smo kot zvezda na nebu. Na milijone nas je, pa vendar vsaka sveti drugače in vsaka ne sveti samo sama sebi, teveč tudi drugemu. S posebno mehko svetlobo nam svetijo starši. Njihove svetlobe večkrat niti ne opazimo, pa vendar nam svetijo vse do zadnjega trenutka. Ko pa njihova svetloba ugasne, z njim ugasne tudi del našega neba. Ko se je na domu poročila Francetova sestra Mina, moja hčerka sva za ženo kmetijo morala prepisati na ta mladega, na Boštjana Vovka, ki se je preženil na našo ribičevino. Bil je precej grob in neutesan človek, do starejših ljudi pa neizprosen. Zato naju je oba kaj kmalu pognal na cesto. Ona se je zatekla k sinu Juriju, ki je opravljal duhovniško službo v Šentrupertu na Koroškem. Prav zato, ker nekdaj ni bilo domov za ostarele, mladi gospodarji pa so jih pogosto pognali z ceste, si je želela, da bi bil vsaj eden od sinov duhovnik. Tako je bila na starost preskrbljena in prepričana, da je za sina dobro poskrbljena. Jaz sem pa odšel k bratu, ki je bil duhovnik v Ljubljani.
Bil sem prepričan, da bom vse do konca svojega življenja imel miren dom, ampak me novi gospodar ni več hotel videti doma. A na tujih tleh ni ostal dolgo. Na hitro je izgubil tek, pogosto ga je blivala vročica in septembra 1838 je zavedno zapustil ta svet. Medtem, ko je Prešernov oče Šimen umrl na hitro, je mati bolehala več kot pol leta. Imela je vodenico, za katero so umrli skoraj vsi njeni otroci, tudi France. Prešernova mati je umrla aprila 1842. V zvezi z našim pesnikom so se ohranile mnoge pripovedi, ki so se zgodile v resnici ali pa je bilo resnice samo za eno veliko zrno. Vse drugo pa so dodali ljudje sami. Po pripovedovanju Prešernovega znanca Andreja Smoleta sta se France in on nekoč v Ljubljani pozno po noči vračala domov prav mimo Primičeve hiše. Nenadoma je v zvoniku Marijine cerkve začela biti ura. Prav tedaj je bila ura 1. Čakaj, čakaj, ne hiti naprej. Poglej, kako lep trenutek. Na nebu luna sije, v zvonu kladivce bije uro. Vsa Ljubljana je že zaspana,
Jaz pa ne morem spati, ker mi tega ne dopuščajo srčne rane. Si rekel, luna sije, kladva bije. To se sliši kakor tvoja nova pesem. Pa res? Je bil Prešeren presenečen sam nad seboj, da je z besedami tako na hitro ujel nočno razpoloženje, ob tem pa tudi svojo bolečino. In kdo je temu kriv? Ti si kriva, ljubezniva, deklica neusmiljena. Ti me raniš, ti me braniš, da ne morem spati doma. France, takole sem zmenila. Zdaj gre vsak na svoj dom, ti pa jutri prinesi to pesmico do konca izdelano k meni domov. Morda jo bom pa res. In to se je tudi res zgodilo. Prešeren je naslednji dan dobremu znancu Andreju v resnici prinesel pesem z naslovom Pod oknom. Luna sije, kladva bije, trudne pozne ure že, pred neznane srčne rane, meni spati ne pusti. Pred neznane srčne rane, meni spati ne pusti. Ti si kriva, ljubezniva, deklica neusmiljena. Ti me raniš, ti mi braniš, da ne morem spat doma. Ti me raniš, ti mi braniš, da ne morem spat doma. O Prešernu so imeli pri Primičevih in njihovem zasebnem izbranem krogu posebno mnenje, ki pa ni bilo v njegovo korist. Zdelo se jim je, da gre mladeniču predvsem za Julijin denar. Bogastvo pa nam ni prineslo sreče. Moj mož Anton, Julijin oče, je namreč umrl 3 mesece potem, ko si ti prijokala na svet. Vzela ga je jetika, ko še ni dopolnil niti 35 let. Ravno zato, ker svojega očeta nikoli nisem poznala, sem se močno navezala na te. Ob njegovi smrti sem bila v težkem položaju. Čeprav sem bila takrat stara komaj 29 let, se nisem odločila za ponoven zakon. Kljub temu pa si se znašla in sklenila nadaljevati očetovo obrt ter naj z bratom Janezom spraviti k dostojnemu kruhu. Res je, Janezu sem namenila nasledstvo v družinski obrti, ti pa naj bi, tako kot je bilo v navadi, počakala na primernega ženina. Ampak nesreča ni počivala. Janez je za posledicami bolezni umrl, potem ko je dopolnil komaj 19 let. Naša rodbina je s tem ostala brez moškega naslednika in tudi nosilca nadaljne obrti. Po smrti svojega brata Janeza pa si bila ti ena izmed najbogatejših dedin v mestu. Stara si bila 2 meseca manj kot 16 let in računati je bilo treba, da se bodo kmalu začeli oglašati snubci. Smrt sina in brata Janeza pa je obema narekovala tudi žalno dobo. Ker pa je bila Julija tako ali tako še premlada, mati pa je že tako veljala za nedružabno, ju ta običaj ni tako hudo prizadel. Tako kot že poprej, sva radi obiskovali predvsem cerkvene obrede in prireditve, ki jih v tedajni stari Ljubljani ni manjkalo. Zelo dobro se spominjam tega dne. Bilo je 6. aprila 1833. Bil veliki teden je v soboto sveto, ko vabi molit Božji grob kristjana, po cerkvah tvojih hodil sem Ljubljana. V Trnovo tje sem moral še v 10. Trnovo, kraj nesrečnega imena. Tam meni je gorje bilo rojeno, od 2 očesov čistega plamena. Ko je vstopila v cerkev razsvetljeno, srce mi padla iskra je ognjena, ki ugasnit se ne da z močjo nobena. In kaj je bilo takega na komaj 16-letni deklici, da je takoj osvojila srce mladega odvetniškega pripravnika in pesnika Franceta Prešerna, ki je tedaj že presegel 32 leto starosti. Po vseh teh letih morda zdaj res je čas,
da še vi povzdignete glas. Naj resnica se izve, kako sem ukradla vam srce. Vsekakor me je očarala njena zunanja podoba, ki je mamila tudi druge mladeniče. Najprej sem se zazrl v okrogel nežen obraz, ki so ga krasile majhne ustnice, a velike in modre oči. Pričeske, ki je bila sicer modno uravnana, pa Prešeren tiste sobote prav gotovo ni mogel videti. Saj so ženske namreč v cerkvah nosile pokrivala. Morda ga je očarala majhna šibka rast ali pa kaj drugega. Morda. Moja neizpolnjena ljubezen Julija je imela 5 otrok, 4 hčerke in sina. Ni pa dočakala moje starosti, umrla je namreč malo pred svojim 48. letom. Ljubezen je kot veter. Ko se te dotakne, nisi več tak kot prej. Pomladni veter pa vsakogar poboža svojo mehkobo in milino. Poletni veter te prijetno ohladi in ti da novo upanje. Jesenski veter te spomni, da čas hiti in da je vsak človek minljiv. Zimski pa se večkrat spremeni v neprijazen vihar, ki celo v hrastu lomi veje.
Ljubezen se je Prešerna v mladih letih trikrat dotaknila tesneje. Najprej na Dunaju, nato na počitnicah v Ljubljani, tretjič najmočneje pa pri stricu Jožefu na Goričici. Na Dunaju je najprej, še preden je dobil hrano in stanovanje v zavodu, stanoval zasebno. Na stanovanje ga je seveda za plačilo vzela moja mama. Prešeren je bil do obeh zelo zadržan. Mati pa je storila vse, da me je čim večkrat srečal, me poslušal, kako igram klavir in me nasploh občudoval. Za mladega Prešerna sem tako kar čez noč postala prava boginja Venera, najlepša ženska na svetu. Kdo ve, kako bi se vse izteklo, če Franceta ne bi obiskali rojaki iz Kranjske. Ti so mu namreč povedali, da sem noseča. Zanosila sem z nekim vojaškim častnikom, ta pa me je zapustil in obe sva iskali očeta za tega otroka. Prešerna je najina neiskrenost tako prizadela, da je stanovanje takoj zapustil. Drugič je Prešerna v mladih letih zadela ljubezenska puščica v Ljubljani. S Prešernom me je povezovala predvsem ljubezen do narodnih pesmi. Priznam, večkrat sva zavila tudi v Dolenčevo gostilno, kjer je strega domača hči Zalika. Beseda je dala besedo. Kva je že? Prešeren se je sicer v Zaliko zaljubil, a očitno ne prehudo. Njeno prevzetnost je prikazal v baladi Povodni mož. V njej je bilo najprej dekleto ime Zalika, kasneje pa je raje preimenoval v Urško. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, zapisal je pesnik te verze vesele. Od takrat že skoraj 200 let, na drugih osnovah vrti se zdaj svet. Nič več si v nedeljo pod lipo zeleno, o plesu, zabavi, izbirah do ženo. So časi zdaj drugi pomemben je splet, družabno omrežja so polna deklet. Mladenke na spletu prav vse so slovele, profilo spominjale, da bi blestele. Saj vsaka bi rada še boljša bila, da svojo podobo se drugim baha. Za spletno pozornost vse se trudile, ogledov neskončno si res pridobile. So Instagram, Facebook in TikTok roznele, čez spletno mrežja pa mreže razpele. Veliko na spletu bilo je deklet, le ena je redno zažigala splet. Čeprav se nosila je, kot da je dama, kljub temu med vsemi bila je še sama. Se Urši kazala postav na to laži. Z lepoto kraljujem na Instagram plaži. Želela je biti kraljica deklet, nikomu pustila ni priti v svoj svet, a nekega lepega se je večera, ko fantu všečki bila polna je mera, pojavi kot strela sred jasnega dne, mladenič postaven v name srce. Čeprav sramežljiva pod krinko se skriva, ko jo prevzame ponudba mamljiva. Napiše mu par besed, srček pristavi, pošli, pritisne, ker on je res pravi. Po nekaj sekundah mladenič odpiše. Tvoj čar me lepote ne spravi iz hiše. Zaljubljeno svoje izriše srce, povabi jo k sebi prek spleta, se ve. Od Urške kaj kmalu odgovor dobi. Prihajam. Mu piše. Se mi že mudi. A se ne zaveda pasti interneta, saj vendar preveč za mladenča je vneta. Le klik je dodala, sprejela pogoje, prepričana, da bo je lepše v dvoje. Je s tem potrdila brez vsake utvare, postala plen snupca in žrtev prevare. Mladenič valove iz spletne povabi in Urško prelepo zavedno ugrabi. Profil njen ostal je poln praznih vsebin, naivno prevzetim naj bo upomin. Tretje ljubezensko srečanje pa je bilo najbolj usodno. Pripetilo se je, ko je France že doštudiral. Na Goričici, kjer je tisti čas služboval stric Jožef, je srečal lepo gospodično Marijo Johano Kljun iz Graca, ki je starši prihajala tja na oddih. Kaj si bilo tako pritegnilo na njej? Zakaj je bila tako posebna? Marija mi je takoj padla v oči zaradi lepote, ljudnosti ter prijaznosti. Govoriti je znala sicer samo po nemško, a ker sem bil enako vešč nemškega in maternega jezika, mi govor ni delal nobenih težav. Zakaj ste niste poročili z njo, če ste jo imeli res radi? Mislim, da je bila Marija v resnici bolj zaljubljena vame, kot jaz vanjo. Ko se je vrnila v Gradec, mi je večkrat pisala
Jaz pa sem bil glede pisanja veliko bolj nedosleden. Napisala je pa eno pismo, ki je sodilo izpod bilo dno. Kaj pa, da vas zapušča? Ne, napisala je, pridi v Gradec, oče ima zate že pripravljeno odvetniško pisarno. Iz tebe bomo naredili gospoda. Kaj vas je tako zmotilo? Jaz bi bil vesel, če bi zraven lepe, bogate žene dobil še dobro službo. Še posebno zadnji stavek me je tako močno zmotil, da je nisem odpisal. Pa tudi do novega ljubezenskega srečanja ni nikoli več prišlo. Iz tebe bomo naredili gospoda, pa kaj še? Če bom želel biti gospod, se bom naredil kar sam. Presneta Gračanka. Kaj pa se je zgodilo z Marijo? Čez 4 leta je hudo zbolela in kmalu zatem tudi umrla. Zdaj pa vas razumem, zakaj ste prekinili z njo. Jaz pa ne. Lahko bi imel dobro službo, veliko denarja, lepo in razkošno ženo in... Ja, seveda bo zdaj povedal nekaj pametnega. Ja, srečen mladi vdovec bi lahko bil. Grozen si, pa sploh ne znaš gledati na stvari drugače kot na denar. Tega zagotovo niste storili samo iz ponosa. Verjetno je na vaše odločanje tudi vplivala ljubezen po ustvarjanju v domačem kranjskem jeziku. Tako je. Če bi odšel v Gradec, tam odprl odvetniško pisarno, se oženil in ustalil, bi povsem utonil v nemško govorečem svetu. Tako bi zatrl svojo ljubezen do naroda in do ustvarjanja v domačem jeziku. Tako pa bi zatrl največji del samega sebe. Nihče ne more živeti povsem sam. Človek je družabno bitje in potrebuje družbo tudi za svoj razvoj. V samoti pa lahko hitro oveni. Si se danes kaj novega naučila? Sem, da nikoli več ne bom probala pisati rim. Ja, jaz sem se pa glih ogrel. Poslušaj tole. France je stal pri stari mizi, se delal, da je čist na izi, da malo gleda, malo čilera, blagozvočne rime zbira. Wow, bravo, tebi gre pa tule že precej dobro. Ja, normalno. Pa sej tudi ti ni zbatkov slaba. Ej, ja. Povej, Benjamin, kaj te muči? Vidim, da o nečem razmišljaš. Res je, mogoče mi lahko malo pomagaš. Lotil sem se pisanja sonetnega venčka. Misliš sonetnega venca, tazga, kar je napisal Prešeren in ga potem posvetil Primičevi Juliji? No, ne čist tazga. Eno tako mini verzijo bi napisal. Namest 15 sonetov bi jih bilo tam, ene 14 manj. V spredi bi postavil sem ljubezensko temo, drugo bi pa kar črtal. Torej bi ti v bistvu rad napisal samo sonet, ne pa sonetnega venca? Verjetno res. Kakorkoli. In kaj te muči, ne veš, kako je sestavljen sonet? To vem, imam slovenščino 5, 2 4-vrstična in 2 3-vrstična verza moram napisati. Sem probleme, ki sem jih že po prvi kitici ustavljal. Prešeren naj bi to pisal 14 dni. Jaz sem pa toliko časa porabil za eno bogo kitico. Ja, in kva si do zdaj napisal? Mimo mene vsak dan hodi, a ne vidi me nikdar. Šment, le kaj po glavi zdaj blodi, a iz zame je kaj mar. Dobro premislil, Keri, boš tule napisal, da ne bo z njim razburil kakšno družino, tako kukar Prešeren. Kaj misliš s tem? Poslušaj tule, pri slovenščini smo zvedeli tole. Prešeren je sonetni venec prvič objavil leta 1834 v Ilirskem listu. Drugič je bil natisnjen v poezijah 13 let kasneje, vendar v 2 variantah. Prijatelju Blazniku je naročil 1200 izvodov, od tega jih je 150 ohranil zase oziroma za svoje znance in niso bili za prodajo. V teh izvodih je ohranil izveren 15. sonet, Magistrale, iz katerega je razvidno, komu je pesnitev namenjena. V ostalih 1050 izvodih, namenjenih prodaji, pa je Magistrale spremenil. Besedni red je v 4 verzih spremenil tako, da akrostih, torej posvetilo, ni več tvorilo Julijinega imena, tako, da se ni dalo razbrati, da je venec posvečen Primicovi Juliji. Prvi vers se na primer glasi tako: Slovencem nov poet tvoj venec vije in ne poet tvoj nov Slovencem venec vije. In zakaj je to naredil? Z originalnim posvetilom je razburil Primičevo družino. Leta 1846 pa je bila Julija že poročena in ji po mojem mnenju ni hotel znova delati problemov. Podkovana za znanjem o mojem življenju in delu. Ja, nekaj res vem, ampak sigurno nam lahko poveste še kaj novega. Julija vam ljubezni torej ni vračala? Res je.
Skušal sem ji ponagajati ali pa se iz nje celo ponorčevati, pa sem se sam zaljubil vanjo. Pa čeprav je bila nemškuta, bogata in kar 16 let mlajša od mene, vendar pa je moja ljubezen močno vplivala na nadaljno življenje in ustvarjanje. Iz mene so kar naenkrat začele vreti ljubezenske pesmi, po vseh pa sem videl le njo. Poznam ta občutek, kot da bi opisal moje življenje. Ja. In v tvojih mislih zdaj blodi ena sama želja. Napisati venec sonetov, zahtevno obliko magistral in akrostihom in vse to posvetiti njej, ki je tega vredna. Ne, to je naredil že veliko pred mano, tale gospod tukaj. Res sem, pa čeprav niti ni dobro razumela kranjskega jezika. Pa se je Julija na sonetni venec odzvala? Ne, je pa sigurno zanj ga izvedela in ga tudi prebrala. Ogorčena mati pa je sklenila Julijo čim preporočiti, seveda z drugim ženinom, niti slučajno ne s čudaškim pesniškim občudovalcem, torej s Prešernom. Po končanem študiju prava se je Prešeren v Ljubljani zaposlil kot odvetnik. Čeprav je bil mladi odvetnik povsem odtrgan od domačih korenin, se je še vedno počutil povezanega s preprostimi kmečkimi ljudmi, za katere se je kot odvetnik pogosto zavzel. Ostale zaradi uspešnosti je takoj v Ljubljani kaj kmalu postal eden najbolj oiskanih odvetnikov. Dekle, na obrazu ti rožci cveto. Srečen bo oni, ki trgal jih bo.
A se nisva zmenila, da pisanje pesmi prepustiva umetnikom? Ja, in jaz se držim dogovorjenega. In kaj je bilo pol zdajle tule? Prešernovi priložnostni verzi. Menda jih je napisal kar nekaj in ti naj bi bili naslovljeni na bohinjsko rožo, na takarco Minco. Da pa se je razvil v enega najimenitnejših evropskih pesnikov, ima veliko zaslug 3 leta starejši Matija Čop, s katerim sta se začela srečevati v Ljubljani, posebno po Prešernovi vrnitvi z Dunaja. Pozdravljen, prijatelj moj veliki. Pozdravljen, tako se pa še nikoli nisem pozdravila. Ja, odkar sem v družbi teh mladih človekov, se počutim veliko mlajšega, pa tudi v njuni družbi, ki je mimogrede zelo prijetna, sem se naučil veliko modernega. No prav, pozdravljen tudi ti. Pozdravljen, gospod poliglot. Poli, kaj? Res sem postal malo lačen, kje je Polika? Mah, ne govorimo o salami, poliglot sem rekla, to je oseba, ki obvlada več jezikov hkrati in to, gospod Čop, zagotovo je. Koliko pa jih govorite? Jaz jih znam, tam okoli 5. Slovenščino. Do 5 sigurno ne prideš. Slovenščino, ameriško angleščino, britansko angleščino, malo hrvaščine, korejščina mi tudi kar gre. No, ma nehaj, no. Pred tabo poleg največjega poeta stoji še človek, ki obvlada znal 0-19 jezikov, ti pa se takole obnašaš. Se upravičujem, gospoda. No, te potolažim, mladenič. Se tudi jaz vseh 19 ne obvladam, kako si že rekla, v 0. Ne bodi skromen, brez tebe zagotovo ne bi vedel toliko o poeziji. Poleg tega, da so se pogovarjali o pesniških oblikah, pesniškem jeziku in njegove zakonitosti, pa so skupaj preživljali tudi svoj prosti čas. Se spomniš, kaj se je zgodilo, ko nam je tvoja mati povabila na novo mašo in na to pojedino, ko je za duhovnika doštudiral tvoj brat Jurij? Seveda se, to je bil za mojo mater eden najpomembnejših življenjskih dogodkov. Nobenemu od naju tako slave ni kaj preveč dišalo, a tvoja mater nisva hotela razočarati. In kako je bilo na slavju? Do tja nažalost nisva prišla. Ja, zamudila sva ga. Najprej sva šla na sprehod po polju, nato pa vse do bližnjega Bleda. Ker pa sva na Bledu srečala kočijo, ki nas je lahko zapeljala v Bohinj, sva odšla še na izlet vse tja do izvira svoje Bohinjke oziroma slapa Savice. Tako je, in ob mogočem slapu sva oba obstala brez besed ob moči narave. V Bohinjski Bistrici je nazaj grede ujela noč, zato sva prespala kar tam. V vrbi sva tako zamudila Jurijevo novo mašo, zato je bila moja mater hudo užaljena. To mi je pa nekam znano. Sava Bohinjka, slap Savica, Bohinjska Bistrica. Ja, meni tudi. Končni izlet v 9. razredu. Sprašujem se, kako si sploh prilezel do srednje šole, glede na to, da imaš tak prepih v glav. Zaradi tega obiska je kasneje nastal njegov ep, Krst pri Savici. Matija, s tvojo pomočjo smo slovenski intelektualci osnovali almanah Kranjska čebelica. Ti pa si bil v njem najbolj prizadevna čebela. Zakaj pa so ti pesniški zborniki poimenovani tako? Njegov urednik je bil Miha Kastelic, ki je bil po poklicu čebelar. Od tod tudi ime almanaha. Ker se niso v tem almanahu najprej znašle tiste vaše pesmi, ki so bile navdihnjene še s povsem ljudsko motiviko? Tako je, kot na primer Hčere svet. Jaz pa poznam vašo prepesnitev druge ljudske pesmi Lepe vida. Lepa vida je pri morju stala, tam na prodi si plenice prala. Črn zamorc po sivem morju pride, barko vstavi, praša lepe vide. Dosti je bilo. Hej, zakaj si jo prekinil? Saj, menda poznate to pesem, kaj niste vi napisali? Seveda sem. Potem jo sigurno dobro poznate. Mislim, da je čas, da raje prisluhnemo moderni lepi vidi. Na en vroč dan v avgustu lepa vida v Trst je šla, po plenice za otroka in tablete za moža. In ko je vse to kupila, si je v parku odpočila. Tam naenkrat k njeni klopi temnopolti mož pristopi.
čedni obleki in s kravato, spon kot diamantno zlato, reče vidi. Dovolite, da medtem ko tu sedite, vam predstavim naš program preko morskih potovanj. Oprostite, ampak imam tukaj že preveč težav. Dahne vida, mož pa gleda temne podočnjake in bleda lica trudne lepotice, ki ob sebi ima plenice. Če omenjene težave zgolj finančne so narave, dobro službo imam za vas. Sliši vida tujčev glas. Če pokaže preiskava, da ste v zasnovi zdrava, v vam neznanem tujem svetu, z lastnim mlekom v enem letu, se tako obogatite, da še lep čas s tem živite. Imate hrano in svojo sobo, ter vso nujno garderobo, da če to bi si želela, plača bo ostala cela in jo boste kje vezala ali pa domov poslala. Vida nič ne premišljuje, ker doma je vedno huje. Dete joče noč in dan, mož brez službe in bolan, je ostal še brez podpore, ona tega več ne zmore in se hipoma odloči. Le do bližnje pošte skoči, da plenice in zdravila bosta jutri že dobila. Na kar cel mesec dolgih dni otroka tujega doji, trpi, se v spanju preobrača, dokler ne pride prva plača. Vsa polna silnega nemira, takoj domov telefonira, a telefon prav neprijazno nenehoma zvoni v prazno. Mobilna linija moža pa kad do drugega ne zna in vidom venomer poziva. Številka je nedosegljiva, prosim pokličite kasneje. Srce ji bije vse močneje, na kar preklicati uspe sosede in se takoj zatem sesede. Ker kar izve je res grozljivo, hkrati krvavo in ganljivo. Zato za podrobnejši opis vzemite v roke časopis. Mi pa povemo naj le to, da bi do tega ne prišlo, če lepa vida bi bila naša mobi uporabnica. Če imela bi naš shake paket za dobo najmanj 4 let, vanjo vključena pravica do mednarodnega klica po tarifi, ki velja sicer izključno le doma. Bi najbrž prej domov klicala in stvar bi se srečno končala. Otroci so kot prsti na roki. Vsi so zrasli na isti roki in so si med seboj podobni, a hkrati so med seboj zelo različni. Nobeden ni enak drugemu. France je bil v svoji duši večni otrok in za urejeno družinsko življenje nezrel. To je kmalu občutila tudi njegova zunajzakonska partnerica Ana Jelovšek, ki je imela s Prešernom 3 otroke, Reziko, Franceta in Ernestino. Prešeren me je ljubkovalno klical Neti, skoraj 23 let mlajša sem od njega. Spoznal pa me je, ko sem imela komaj 15 let. Po poklicu sem bila šivilja, zaposlena pa sem bila pri premožnejši Krobatovi družini kot hišna pomočnica in tako sem v njegovi bližini opravljala različna domača dela. Precej hitro je prišlo tudi do tesnejšega zbližanja. Prvo hčerko Reziko sem dala takoj po rojstvu, kot tudi ostale 2 v rejo. Ker pa je bila reja otrok nekdaj precej slabo urejena, neozdravljivih bolezni pa je bilo veliko, je umrlo veliko število otrok, še posebej rejniških. In tako je bilo tudi z Reziko, ki je umrla že pol leta po rojstvu. Druga hčerka Ernestina se je rodila 3 leta kasneje. Prešeren jo ljubkovalno klical Tinka, še vedno mi v ušesih odmevajo njegove besede ob rojstvu. To bo moja mala kuharica. Škoda, da ni prišla na svet že pred 10 leti. Ne daj mi otroka v rejo, jaz bom že skrbel za vaju. Nekaj pa lahko tudi ti poskrbiš. Ta njegova srčna želja se mu ni izpolnila, ker so se mi razbolele prsi, sem jo dala v rejo neki ženski ziga. Najin sin France pa se je rodil leta 1845, zaradi griže pa je umrl star komaj 9 let. Kljub slabim gmotnim razmeram je Ernestina doživela razmeroma visoko starost. Umrla je stara skoraj 75 let. Izmed vseh Prešernovih otrok o njej vemo največ, saj je sama napisala precej obsežne spomine na Prešerna, v katerih je razložila marsikaj o njem, svoji materi in tudi o sebi. Precej nenavadno je bilo, da sta Neti in France dala vse svoje 3 otroke takoj po rojstvu v rejo in tako skrb zanje prepustila v tuje roke.
Kljub materinem prizadevanju, da bi se hčerka s Prešernom poročila, se to namreč nikoli ni zgodilo. France je imel Neti kljub vsemu zelo rad. Zavedal pa se je tudi njenega neugodnega položaja nezakonske matere. Svojo skoraj da otroško dušo je skušal razumeti tudi povezavo med Neti in njenimi otroki, kar je popisal v eni izmed svojih najbolj čutečih pesmi. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubo, dete lepo, meni mladi deklici, neporočeni materi. Oče so kleli, tepli me, mati nad mano jokali se. Moji se mene sramvali so, tuji za mano kazali so. On, ki je sam bil ljubi moj, on, ki je pravi oče tvoj. Šel je po sveti, Bog ve kam, tebe in mene ga je sram. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubo, dete lepo, ali te je treba bilo, ali ne, vendar prisrčno ljubim te. Človek je kot drevo, ki razteza vse svoje veje na vse strani. S svojimi rokami bi rad kot drevo z vejami objel vse svoje prijatelje. Toda marsikatera veja je prekratka in se predčasno posuši. Slednje se je v letih 1835 do 1840 Prešernu pripetilo dvakrat. Izgubil je namreč dva odlična prijatelja. Največja izguba ga je doletela s smrtjo Matija Čopa. 6. julija 1835 je utonil v reki Savi. In kako se je to zgodilo? Prešeren je velikokrat, kadar v službi ni dokončal svojega dela ali pa je imel odvetniški primer tik pred obravnavo, odnesel papirje domov in nadaljeval tam. Tako se je zgodilo tudi tistega vročega julija. Kopalnice so tedaj imeli samo najbogatejši. Vsi drugi pa so si pri osebni higieni pomagali z vodo v škafu. Poleti pa so se hodili kopat v jezera ali reke. Veliko Ljubljančanov je poleti s tem namenom hodilo v Tomačevo in se kopalo v Savi, pa čeprav je bilo do tja 1 uro ali več hoda. Ko sta Kastelic in Čop prišla do Prešerna, da bi se šli skupaj kopati v Savo, je France ni želel odrekati od dela in je ostal doma. Po prihodu v Tomačevo je Čop takoj razgret skočil v hladne valove. Zaradi šoka ob hitri spremembi telesne temperature ga je zadela kap. Kastelic ga je skušal rešiti z dolgo vejo oziroma s kolom, vendar mu ni uspelo. Prešeren ob tem ni izgubil samo najboljšega prijatelja, temveč tudi izjemno razgledanega osebnega pesniškega svetovalca. V njegov spomin je potem spesnil povest v verzijih Krst pri Savici. Leta 1840 pa se je v Prešernovem naročju poslavil še njegov prijatelj Andrej Smole, ki mu je bil blizu zaradi svoje iskrenosti, odprtosti, veseljaške narave, pa tudi zaradi vnetosti pri zbiranju ljudskega gradiva, predvsem narodnih pesmi. Ker je bil sin bogatih Ljubljančanov, ni trpel nobenega pomankanja. Mati ga je razvajala in mu kupila vse, kar si je želel. Med drugim mu je na Dolenjskem, precej odmaknjenih krajih, blizu Šentjerneja, kupila grad Prežek. Smole je imel denarja kot pečka, pa je zato tudi veliko potoval. A veseljaško življenje je zahtevalo svoj davek. Smole je še zelo mlad in polno črto umrl na praznovanju svojega godu, na katero je povabil tudi Prešerna. Smoleta je zadela kap in izdihnil je v Prešernovem naročju. Zadnji pesnikovi dnevi niso bili lahki. Bil je brez denarja, na vseh koncih dolžan denar, tako da otrokom Majnani ni imel kaj zapustiti. Le v poroki jo je priznal za svoja. Umrl je na četrtek, 8. februarja 1849. Pokopali pa so ga v Kranju. Zgodovinarji zelo dvomijo, da se je Prešeren rodil 3. decembra. Takrat naj bi bil najverjetneje krščen. Vseeno na ta dan praznujemo ta veseli dan kulture, ko kulturne ustanove brezplačno odprejo svoja vrata. Tako praznujemo dan Prešernovega rojstva, kot tudi smrti, dan 8. februar, ki je seveda slovenski kulturni praznik. Prešeren je mnogo več kot le eden iz vrste domačih literatov. Bil je viharni boem, genialec, z razlogom proglašen za največjega slovenskega pesnika. Marsikomu je bil ali še vedno je neskončen vir navdiha. In čeprav se zdi, da o njem vemo že vse, se vedno znova pojavijo pisci, ki odkrivajo nove pesnikove plati. Med sorodniki, prijatelji in znanci je veljal za prijaznega, skromnega, tihega in redkobesednega človeka. Bil je zelo radodaren, še posebej do revnih in otrok, čeprav je bil pogosto tudi sam brez denarja.
O pesnikovi zunanji podobi ne moremo objektivno soditi, kajti ne obstaja niti en njegov zanesljiv portret. Številne upodobitve so nastale na osnovi opisov in pričevanj sodobnikov. In vendar je verov dovolj, da lahko ugotovimo, da naš največji pesnik nikakor ni bil takšen, kot o njem pripovedujejo zapovedani učni načrti in sfrizirani opisi literarnih zgodovinarjev. Prešeren še zdaleč ni bil vzorna osebnost, prej verjetno nasprotno. Pa saj to sploh ni pomembno. Ni pomembno, kaj Prešeren ni, pomembno je, kaj je. In tu ni dvoma. Prešeren je največji slovenski pesnik. To priznanje je največ, kar lahko naredimo v njegov spomin. Naj s temi mislimi zaključimo današnjo prireditev. Ob koncu prireditve pa vam zaželimo še prijeten in kulturno bogat praznik. Anuk.